A lahko jaz predlagam en aplavz, da nam je po dolgem času uspelo se srečati na taki prireditvi, da postajamo nekako bolj normalni. Tako da ne pozdrav vsem gostom pa organizacijam. Hvala, Adi, super za ta uvod. Skratka, mi smo tale dogodek načrtovali že takoj ob izidu knjige, se pravi novembra lani, že ob Slovenskem dnevu slovenskih splošnih knjižnic, pa se nam ni šlo. Potem smo predstavljali v decembru, januar, februar, marec, v april, no in končno je nastopil maj, da smo danes tukaj. Z nami, z mano, z vami sta mestni ptici, Gašper Kranjc in Anja Golob. Ne vem, najbrž jih vsi, ki ste tu zbrani, že kar kaj dosti veste o njima, ampak vseeno se mi zdi, da je prav, da par besed pa še vendarle rečemo. Najprej to, da sta oba naše gore lista, torej prihajata Gašper iz Raven, Anja iz Prevalj, oba živita v Ljubljani, pa še kje, Anja pač celo prilike. Sicer pa Gašper je rojen leta 85 v Slovenj Gradcu, slovenski stripar in ilustrator. Kot popoln samouk se je risanja resno lotil dokaj pozno, pri 25 letih. V risanje stripov je stopil iz animacije, ter se kot stripar prvič pojavil na 11. mednarodnem festivalu stripa v Beogradu 2013 stripom Imagination. Leta 2016 je potem v samozaložbi izdal prvenec Obred, ki mu je odprl vrata v slovenski strip. Od tu dalje potem s pomočjo slednjega v sodelovanju s scenaristom Marjanom Pušavcem izdal svoj prvi dolgometražni risoroman Magaju, tudi smo ga tukaj v Slovenj Gradcu predstavljali. Torej, Mestne ptice so pa drugi in hkrati prvi daljši risoroman, kot katerega se podpisuje dvakratno, torej kot risar in kot scenarist. Anja je pa slovenska pesnica, urednica, kritičarka, dramaturginja, prevajalka, 76. leta rojena, študirala filozofijo, primerjalno književnost, zdaj pa samozaposlena na področju kulture. Občasno, ne bom zdaj razlagala, kaj se počneš, kar tako vejo, povem pa seveda, da je izdala že 4 pesniške zbirke, za drugo in tretjo, torej za drugo 2014. Vesel vzgibi in pa za 2016 za Iskalje v dihanju prijela Jenkovi nagradi za pesniško zbirko. Toliko zelo na kratko, zdaj pa torej Gašper in Anja. Dobrodošla in tek še uradno prisrčno pozdravljena med nami. Res smo vaju veseli. Mi smo strašno veseli, že celo pot od Ljubljane smo strašno veseli, res. Najprej vprašanje za oba. Glede na to, da sta oba Korošca, pa vem, da se pred tem nista poznala, no vedela sta sicer drug za drugega, ampak v stiku pa nista bila, nista se poznala. Kdo je pravzaprav koga našel in poiskal? Lep pozdrav vsem skupaj, hvala, da ste prišli, končno smo se lahko uživo dobili. Kako je bilo, jaz Anjo sem na Davč poznal tek iz Ljubljane, po mestu sem bila srečo, videl sem jo, da je strašno popularna. Tako da sem bil, vedel sem, da je Korošica, ker sem dobro za naglas, recimo, spod za Koroški. Treba biti posebej. Ja, tako da smo se pol na tak zanimiv način spoznala preko Facebook Messengerja. Ona je videla moje stvari, jaz sem videl, kaj delajo kot založba Vige Vage knjige in sem želel sodelovati z njimi enkrat v prihodnosti in Anja me je prehitela. In mi je prva pisala, drugače sem imel namen jaz njih kontaktirati sam.
ampak se je pol vse tako lepo poklopilo, da smo začeli sodelovati enostavno in smo se po mojem od prvega momenta naprej razumeli. Ljubele naprej. Je tako, to. Ja, dobro večer. Ne moram vam povedati, ki sem kmajtna, da ste to. Da nisem več nekaj samo vmes, to je za svoje smrt, za možgane, res, to je lobotomija čista, to je tak luksus. Ja, mi da v bistvu, jaz sem tudi vedela za njega, sem videla, kaj dela in seveda in sem videla magaje in vse to in videla sem to, kar je objavil tako drugačni mladini ali pa kar je razstavil v knjižnici in tako. Sem poznala, ampak sem poznala tudi večino, seveda po tem, zato to, kar delam, poznam večinoma ljudi, ko delajo ta žanr, ne, pa morate se pač čisto profesionalno spremljati, kdo kaj dela, ne. In je, pač to zdaj zveni butasto, ko tole sedi krajca, ne, ampak je ful odstopil od tega, kar tam sem jaz poznala, pa je ful pritegnila mojo pozornost to, kaj dela. Predvsem je neka atmosfera, ko je ful značilna za njega, ko se skozi vleče, karkoli dela v bistvu. In ta atmosfera se meni zdi ful aktualna, zdi se mi, da točno odseva to, kar je ta moment, tudi ta moment zdaj, tudi butasti bolezni, vsem tem, ampak da obstaja neko družbeno tkivo, ko ga eni ljudje ne razpoznajo, pa niso sposobni, sploh pa niso sposobni bolj v neki umetniški formi prezentirati, eni ljudje pa. In to, da si ti nesensibilen v tem smislu, pa da si sposoben celo kontekstualizirati bolj to, je bolj za mene odločilno pač. Gašperjev stil je absolutno svojstven, jaz se nisem sploh vtikal v to takrat. A zdaj tudi stil, ni bo to predominantna stvar, bolj je bo to, da človek ima očitno nekaj zapovedati in to, kar ima zapovedati, se meni zdi ful aktualno. In bolj, ko je, nisem imela pojma, kak je on kot človek. Predvidela ti, a ne? V bistvu nisem vedela, kak je on kot človek, lahko bi bil zajeban, pa bi imel jaz občutek, da šit ne moga delati, ali ker pač težko komunicirati. In bolj, ko smo se začela pogovarjati, sem dobila tako 2 minutah občutek, kot fajn, hvala Bogu. Res, da se, ne, to je nekdo, ko se da meniti. In ko smo šla na kafe, je bilo to pač še na nuto potenco potrjeno in smo se v bistvu začela takoj pogovarjati, v bistvu smo takoj začela govoriti, kaj bi, ne. Ti si že imel neko osnovno, nekaj si vedel, kaj boš delal. In to je tako, to ti dopade ena tona, no, ko ti človek reče, jaz vem, kaj bi delal. Tako, ja, hvala Bogu, pojdi, ja, veš, dej, še en kafe, pa ja, veš, to je v bistvu ni težko delati z Gašperjem, zato ko ve, kaj bi rad delal in pol je ful, v bistvu enostavno se votiš delati. Super, Gašper, zdaj veš, kaj bi rad delal, ampak do 15. nekje pa nisi nekako vedel, ne, to tudi zato manj navezujem zdaj na zgodbo, ampak ker si se v bistvu dokaj pozno za to odločil, pa ne kar zdaj, mogoče pa v kontekstu, v tem, kako še reči. Ja, mislim, delal sem, kaj se lahko naštevali. Starši najbrž niso pričakovali, ne, ker sem te v športnem usmerjali pa. Od smučanja, tenisa do pol študija računalništva, teologije, dela v živalskem vrtu, organizacije športnih dogodkov, kelnarjenja, prevažanja, pijač pač v gore, tam kot Tornjaki ne morejo, tam sem šel s kombinu. Do raznih kmečkih turizmov, gorskih teh koč, planinskih in to. Pol na 3 smene v Johnsonu, pač ni vse sem dal probo dati čim več čez. Enostavno nisem vedel, kaj bi rad točno počel v življenju in pol... Vse je zgodbo trenutno. Ja, enkrat je bil moment, ko se mi je vse poklopil, ko sem v bistvu začel eksperimentirati z animacijo kot študent, čisti iz takega, ne vem, veselja do tega. Nekaj sem znal, ker sem se v srednji šoli naučil. Ampak to, da si pa bil nadarjen za risanje, pa to pa že... Jaz rad rečem, da to, da si talentiran, nič ne pomaga delu, tisto, ko te naredi dobrega. Zato, ker talent ima marsikdo tu v prostoru za marsikako stvar, mislim, za marsikaj. Pa če pol se ne osredotočiš na to, pa gradiš na tem, pol, ne vem, ne izkoriščiš tega talenta. Tudi to je. Tudi da jaz sem pol videl, da
mogoče bi pa le lahko probo risati, pa mogoče kak strip, pa da vidimo, kako so stripi, in potem sem enkrat šel v Prago in sem najdel eno trgovino, ko je prodajala stare ameriške stripe in sem videl, wow, to so stripi. In sem rekel, jaz dejansko lahko delo, te ti ne rišejo tako dobro, tako da mogoče pa celo lahko. Mislim, niti sanjo nisem, pa ne, da bi se zdaj sam sebe hvalil, ampak da bi prišel do tega nivoja, ko sem danes. Jaz upam, da nisem dosegel plato, niti predstavljal si mislim, da bom kadarkoli kaj take naredil, ko so mestne ptice. Jaz sem imel bolj neke grozljivke v mislih, pa take stvari, zombiji. Zelo naivno sem se lotil tega. Ampak iz tega je pol raslo to veselje do samega risanja in sem si zadal prvi cilj je bil, da rišem 15 minut na dan vsak dan, eno leto skupaj. Začel sem z 2 mesecema, pa pol je to šlo v pol leta, pa pol 1 leto in pol dejansko nisem mogel nehati. In tako se je pol razvila ljubezen do ilustracije same in do stripa kot medija in lahko bi govoril tu še 3 dni, sem se zaljubil v samo risanje, ampak neko, ko sem risal, dejansko ni bilo nobenega šuma več, sem popolna koncentracija, vse je stalo zgine in tudi še danes, če se slabe vole, da se težko spravim zraven risati, enkrat, ko se sedem pa začnem delati, je tako da zgine svet okoli mene in samo to in je taka, ne znam drugače opisati, pa taka res prvinska ljubezen do tega dela in do tega, da spraviš nekaj ven iz sebe in pol to vidiš in si rečeš, to je nasranje. Pa ta cel proces, pa pol popravljati, pa tek in in pol smo tu, ko smo danes, ne. In ne morem se več rešiti. To je to. Super. Mogoče čisto na kratko orišem vsebinsko Mestne ptice. Skratka, gre za glavnega junaka risoromana Ambroža, ki je risal v 30 letih, živi v Ljubljani, v stanovanju svoje punce, skupaj z 2 mačkama in ostarelim, že bolnim psom Darvidom. Preživlja se z delom za agencijo, torej rišanje, ki to delo mu počasi jemlje večino časa, počasi tudi skoraj vse veselje že, ker to ni tisto, kar bi on iz srca delal. In se v bistvu zgodba osredotoča na to obdobje njegovega življenja, ko se tako rekoč v teh letih, tudi pri sleherniku nekje tam okrog 30 let, zgrne ta Saturnov povratek zgodi in nekako se človek mora odločiti, kako naprej, kaj bo v resnici pomembno. Skratka, prevzeti odgovornost in se odločiti, da ne. In tu je pravzaprav se neko tudi poklopilo, eno z drugim, in si ti to potem nekako prenesel v zgodbo. Veliko se je zdaj to v intervjujih, vsi te vprašajo, koliko je ta zgodba avtobiografska, Taša našim povej, no. Je recimo procentualno 65-70%, da je avtobiografsko. Meni tudi Ambrožu se ta prelomnica zgodi enkrat, meni se je v življenju recimo že parkrat zgodila ta prelomnica, da sem se odločil, da bom nekaj spremenil v življenju in sem pol šel delati nekaj drugega, recimo preden sem začel risati, sem bil v narekovaji deklica za vse na športni televiziji, na Šport TV in sem delal vse od režije, storyboardov, zgodborisov, do montaž, reklam, fotomontaž, pač ful kreativno delo. In tam sem dejansko prišel do zida, ko ni bilo več nobenega napredka, ko ni bilo nekega, ni mi dajalo več zadovoljstva, zato ker je bilo eno in isto skozi. In sem vedel, da moram spremeniti in v tistem obdobju je prišlo do tega premika, da sem se zaljubil v risanje in v strip sam kot medij. In sem dobesedno naredil to, kar se v Ambrožu zgodi, da sem rekel, jaz ne moram več, jaz moram to prekiniti, ne glede na to, kaj se mi zgodi, a bom čez pol leta revež, a ne bom. Če bom stal tu, bom tako stagniral, da bom izgubil veselje do kreativnosti in do vsega, kar me veseli in sem mogel to spremeniti in sem se odločil, dal odpoved in se vrgel v risanje 100%.
In Ambrož, ko sem ga pisal, sem vedel, da moram dati nekaj takega. In sem bolj iz sebe črpal, da sem mu dal to. Zdaj, ko enkrat imaš to, kar si želiš, valjda je pol moment, ko ti tudi tisto ni čisto, ko si si predstavljal. In se tudi ilustratorji znajdemo na točki, pa marsikak umetnik najbrž, ko ti presede določena stvar in moraš spet spremeniti zadevo, obrniti ploščo, kakorkoli gledaš, na frišno začeti. Ja, tako si predstavljam, ne, ta začetni zagon, ne, mislim, rekel si delo, recimo Malgaj, to je po naročilu, ne, mislim, kljub temu narediš nekaj po nekem scenariju, imaš nekoga, tu pa dejansko si sami, najbrž zapadeš, pa tudi kljub temu ustvarjalnemu navdušenju, pa kako si srečen, pa te ena tesnobnost, a ne pa dvom, najbrž, in tu cel kup. Pošljajo Cel kup je enega dvomov in poprej Anja in reče, le v redu, sam naredi do roka, druge nimaš. Ko pa še narediš. Pa malo zamudiš, pa Zakaj, mislim, ti, ko si videla to zgodbo, s čim te je Gašper prepričal? V bistvu, ti dokaj, ko izbiraš, recimo, imaš izkušnje s tem, veliko teh, tudi pri izboru, kaj boste prevajali, kaj boste izdali. Zakaj te je Gašper? Tole je v bistvu več razlogov, ko so prišli skop. En razlog je gotovo to, da gre za postavljenega človeka, ko sem rekel, ko ve, kaj bi rad povedal, ko ve, da ima material za povedati in ko najde način, ali pa išče način, kako ga povedati. In jaz vidim naše delo v tem, da mi, nekdo bi se rad nekam povspel, mi pa lojtro prinesemo, mi smo samo tejko tam. To je neka taka logika Wittgensteinovske lestve, dokler ne nucaš, ko se pa ne nucaš več, pa beg daš. Mi smo tak, a veš, jaz ne dojemam našega dela kot, mislim, da dojemam naše delo kot kreativno delo, pa svoje delo uredniško kot absolutno kreativno delo, samo valjda mi jasno je, da je avtor, pa avtorica tisti, ki je v spredju, in to moraš biti pa tudi sposobno nositi. Sej, čist ne nucam, niti sej govorim. In tole sem, jaz, a veš, ti so, da takrat, ko se začneš pogovarjati, ti ne veš, kak bo končni rezultat. Zato, ko prinese ti človek fertik, pa reče, da bi vi to natisnili, jaz sem zdaj to fertik naredil, zdaj to tako je, pa ne bom se nič spremenil, jaz se hočem, da se tako natisne konc. Pa nas ne nucaš, pa samo založbi natisneš, pa je. Ti ne veš točno in to je nek nivo zaupanja, ko ga ima ta en drugega, skratka, ko ga ima avtor do založbe in ko ga ima založba do avtorja, da bomo lahko skupaj delali. Teda tole gre, to je nek tak skok v prazno za oba. In tole gre absolutno za neko medsebojno spoštovanje, neko sodelovanje, ko krepi oba, ker to v bistvu to je naša pravzaprav prva slovenska knjiga, ko je risal roman. Mi smo prej delali samo prevode, in pa smo naredili prvo knjigo, ko pa ni pa risal roman, ampak je vas zmerka kratkih zgodb, pa ilustracija, skupaj v enakem razmerju, vinjete straholjubca in vse imate tako tudi tole. In tes ni bil risal roman, tudi je bilo to prvič zdaj, da smo se soočili s tem, da bomo delali nekaj, kar, to je nek žanr, ko je primarno naš žanr, se pravi ta, ki ga založba primarno izdaja. To je bilo tudi z tega vidika zelo zanimivo. Če me vprašaš, kaj me je prepričal, mene je v bistvu prepričala atmosfera. Jaz sem videla 2 plati njegovi objavljeni, ali pa 3 plati tako objavljene v Mladini, ali pa v tej razstavi. In sem videla, veš kaj vidiš, kak nek človek razmišlja, ko dela. Oziroma, kak vizualni proces gre, ko dela. In to ti je to cool, ali ti pa ni cool. Tole zdaj ne gre za stil toliko, valjda človek mora biti postavljen, kar se stila tiče valjda, to je logično. Ampak pa to sploh ni bilo niti vprašanje, to se je takoj videl, ampak šlo je za to, kak človek razmišlja skozi to, ko vizualizira stvari in kak ta povezava med tekstom pa med vizualnim dela. Ker mene, ko v tem, kar mi delamo, pa ko mi izbiramo stvari, pa v naših sezonah, vsake leto, ko jih pogledaš skozi, mene zanima to, kako nekdo inventivno pristopa v tej kombinaciji. Se pravi, v kombinaciji tega, kar je res roman. Kombinacija enega pa drugega, pa ta preseže, ko ga da.
kako se nekdo tega loti, na kak način nekdo to naredi. In če me to zanima, če se mi zdi to dosti zanimivo, potem se mi zdi, da ima smisel tvegati in da ima, to lahko se ne bi posrečil. Lahko bi nekaj prišel vmes, pa se ne bi posrečil, nič hudega. A veš, ta poskus je največ vreden. To je tako v teatru, recimo, imaš predstave, a ne, ko so čisto nič. Te greš gledat na premiero, te ljubi Jezus, ko malo zdržiš, da bi šel ven prej, ampak če vidiš, da je nekdo, da se je tista ekipa, ko to dela, potrudila, je nekam, ko je tveganje, pa so probali nekaj narediti, pa tudi če je spodletel, pol je postopek največ vreden in tole isto. Teda jaz sem, mislim doma, to ni bo sploh niti vprašanje, ne. Bo zelo to, kam se bo to razvilo, ne. Zanima te isto, ko, ne vem, avtori povejo verjetno, ampak recimo jaz nisem vedel točno, kam bo to šlo in je bilo to ful zanimivo spremljati tudi. No, ta atmosfera, ne. Za Mestne ptice je res zelo značilna ta melanholična atmosfera in to prav v vseh pogledih, tako vsebinsko, kot sem prej, ste že malo razbrali iz tega, zato naveličanost v teh letih, iskanje smisla, postavljanje vprašanj o minevanju, umiranju in tako naprej. Ve pa ta melanholija tudi prav iz vsake slike, iz barvnih shem, barvnih palet, slabo vreme, deža, nam te misli, da tam slučajno dežuje, ker to smo mi vse tako se zmenili, ker daš pa ljubi dež in jesenske je tam občutja, ja, tudi iz mestnih ptic, ker vejejo. A Gašper, barve te, a ne, so res zanimive, drugačne. Mi smo sicer vajeni v stripih, a ne, ali so črno-beli, ali so pa zelo agresivni, a ne, te močne barve, skoraj fluorescentne. Že tu je ena taka posebnost, da si malo posebno v tem našem prostoru. Ja, marsikdo me to vpraša, ampak nimam nekega jasnega odgovora, jaz to vse čisto iz tebe? Ja, iz sebe potegnem ven, ker težko je to opisati. Jaz, ko gledam kakve stvari, ko so strašno živahne, mogoče tudi prije pol to ven iz tega, da delam vrh za reklame. In tam mora biti vse tek napisano, pa živahno, pa nasmejano in se ti to pol začne malo obračati v želodcu in se ti zameri. Mogoče iz tega, mogoče pa iz tega, da drugače ne morem delati. Jaz, če recimo naredim kaj, ko je ful živahnega, ni v redu. Ne zdi se mi v redu, ko pogledam. Ne morem mimo tega, da ne bi malo barve, ko so preveč nasičene, da bi malo znižal saturacijo, da vzamem malo bolj izsive ven stvari, zato ker življenje za mene ni, pa ne govorim zdaj, da sem nesrečen človek, ali karkoli, ljudje, ko me poznajo, bojo vedeli, da nisem nesrečen človek, da sem tam dokaj živahen. Odvisno kaj dan. Življenje ni tako reklamno, za mene je življenje malo bolj sivo, ni tako strašno nasmejano, ko nek orbit nasmeh, pa niso take barve, da te poknejo v faco in si samo groza, ampak je vse malo bolj spravno, vse je malo, ima nek filter čez. Čeprav jaz ne delam tega, da bi dal filter čez, ampak barve za mene ne smejo biti preveč ven, ker ne rabiš barv, ko so ful živahne. Vse zato, kar jaz delam, ne. In občutek, ko ga dobim, ko delam na tak način, je za mene pravi. In ne znam nobenemu razložiti ali pa dati neke matematične formule, zakaj. Tako jaz v bistvu, ko delam, ne rabim dolgo razmišljati o tem, kakve barve bom izbral, zato ker delam po feelingu in zmeni mi je fajn. Če je kakšna stvar, ki je preveč živahna, takoj vidim, da izstopa in jo popravim. Ko sem na začetku barval, so bile ene stvari, kakve rdeče, pa to že malo preveč na meji, da bodo preveč, ne. In tudi pol, ko odpreš knjigo, bi se videlo fejst, da preveč ven seka na eni strani in sem malo znižal to prenasičenost ene določene rdeče, pa
modre. Da sem dobil tisto ta prava, bolj meni realistično in meni blizu barvo. Ko da tudi na koncu bralcu občutek, ko ga probam jaz spraviti ven skozi strip, skozi zgodbo. Da res začuti like, da začuti zgodbo in da ima isti občutek, ko sem ga imel jaz, ko sem delal. Ja, super si to res se poklopi, a ne. Res tudi te zgodbe, ki jih izpisuješ, pa to okolje Ljubljane, pa vse te stvari, okolica, ljudje, opazovanje teh mimobežnosti, nekako ful, a ne, to izraža to tvojo iskrenost, tudi to, da se, ne vem, tako bom rekla, da si, v bistvu ne samo, da si dober opazovalec, da tudi si poznavalec ljudi, a ne? Ja, zalezovalec. Zalezovalec, želi, ja, to si. V Ljubljani je težko ne poslušati pogovorov, sploh ko sam sediš na pijači. Jaz sem imel, ko sem delal v centru, delil sem si studio z enimi prijatelji, znanci, umetniki, oblikovalci in čez cesto, v bistvu to je bilo v strogem centru in tam si šel čez cesto, je bil en lokal in pol čez Ljubljance je bilo nešteto enih lokalov in marsikdaj sem šel sam po službi na eno pivo, pa na en viski in sem se usedel in ne moreš, da ne bi prisluhnil ljudem, ko sedijo zraven tebe in včasih so pogovori strašno zanimivi. Do te mere so že rahlo absurdni in komični in sem slišal vse sorte in sem imel vedno skicirko s sabo in sem si zapisoval, mogoče včasih celo narisal kakšno situacijo. In marsikdaj se mi je zgodilo, da je bilo tek na glas smešno. In sem to tudi uporabil, da in pol enostavno, ko si tako dolgo v tem okolju, pa ko približno, ko poslušaš, približno veš, kako to spraviti pol v zgodbo nekaj. In je bilo samo, jaz sem imel cel kup enih stvari na lagerju, ko sem jih hotel dati v strip, ko niso prišle. Da sem mogel se odločiti, kjer so one najbolj sočne, da jih dam net. Pa da niso preveč na prvo žogo, da niso vici, nisem hotel, da so vici. Hotel sem, da se čuti, da je življenjsko, da se to dejansko lahko zgodi, čeprav je včasih tako absurdno, da mogoče si človek misli, pa to ni šans, da se v resnici zgodi, ampak vse stvari, ko so v stripu, so se dejansko zgodile. Recimo ona gospa, ko pele mačko z življenjem, to se je dejansko zgodilo pred mojimi očmi, tisti pogovor v tistem WC-ju in kako naj ona hodi za tisto mačko in ne morem zdaj hoditi cel dan za njo, pa čaka, da se bo pokakala. Pol ona je prova pa lepo razložiti, ja vidite, drugače pa ne moramo, mora biti svež drek, pa tek. In prije pol tudi tak absurd, da človek misli, to je neverjetno, kaj se lahko zgodi. Jaz si ne morem predstavljati tega, jaz si ne bi mogel zmisliti tega, zato ker je tako absurd. Nekaj je takih modrosti iz ozadja, se pogovarjati na dva brezdomca. Ja, brezdomca sta pa en tak skupek vseh ljubljanskih brezdomcev, plus še malo dal net, recimo, nekih, v narekovajih, modrosti, ko so se meni zdele strašno modne stvari. Torej, zakaj so ptice v Ljubljani? Ja, zakaj so glasnejše. To so stvari, ko sem jih jaz sam enkrat po gruntu, ko sem prišel domov na Vladinje in sem poslušal in so bile ptice strašno nehne. Je bilo fejst tiše, pa v Ljubljani. V Ljubljani je bilo pa tudi, da mi je že včasih na živce šlo, ker je obupno glasno. Že zdaj, ko sedim, zdaj se že v bistvu ljudje norca dela in mi vedno reče, povej, zakaj so ptice v mestu bolj glasne. Tako da, potem sem to dejansko šel preveriti in sem prebral ene par člankov in sem naletel na članek, ki je potrdil mojo spoznanje, da so ptice v mestih bolj glasne, ker je hrup in morajo tekmovati s hrupom. Tako da so ene ptice v nekem kanadskem mestu tako glasne, da so kršile zakon.
decibeli so bili tako glasni, da so v bistvu prekršili zakon o tem, ne vem, kaj ima neki javni red in mir. Ker so pač enostavno niso znali drugače komunicirati med sabo. In so bili, okej, to lahko uporabim. In potem je bilo samo vprašanje, kam zdaj to dati, ne. In mi je bilo najbolj, mi je pasalo, ker če bi to dal nekomu tam, ko sedi v gostilni pa pije kavico, ali se z nekom pogovarjal, mi ni bilo najbolj pravo, tudi da sem dal proti tem dvema brezdomcema, ker se mi je zdaj en brezdomc, se mi je strašno dopadal, pač kot lik v knjigi in sem rekel, ta človek ima po moje ful ene zgodovine in ful ene modrosti. In mogoče celo, ne vem, hodil v knjižnico brati internet, nikoli ne veš, ampak to se je na koncu tako poklopilo, tudi da ta dva brezdomca sta po moje ena izmed redkih, ko dejansko nista čist taka lika, ko bi jaz kadarkoli slišal nekaj brezdomca. Ja, slišiš nekaj stvari, ko jih brezdomci upijejo tam na ulici, to vsi slišiš. Teda sem tisto uporabil, pa ta nagovarjanja do ljudi, ko hodijo po mestu, pač prosijo za drobiš in to in kakve finte imajo in kak dialog imajo s temi ljudmi, kakve besede uporabljajo, to sem ponucam, ampak dejansko te ta glavne stvari, ki se pogovarjajo, je z mojim glavnim. Ja, iz ozadja tvoji taki namigi, ali skratka, nad vsemi temi zgodbi, ki jih je v bistvu več, ki so pa nad tem te desne ptice, teh 4 vrste, teh 4. Prgles, pa vrabček, pa gorok, pa vran. Kjer si prišel na idejo, da mislim, da bo ravno te ptice tiste... Ja, to je tako najbolj enostavno razložen, da je bil prvi naslov, ko sem mogel nekaj dati ptice, ne, v knjigo. Ampak je pol, to je tako zelo preprosto. Ampak ptice so imeli taka poetična stvar. Sam nisem poet, tako da ne zim. Ne vem, take lepe živali, pa po drugi strani strašno umazane in dinozaure dejansko. Ko vse, kar hoče je hrana, pa zapit in to je to. In tam v Ljubljani so ptice stalnica. In več ko je ljudi, več ko je turizma, več je ptic, več je vran se zdaj. Mene ne moti, ampak marsikoga moti, sploh če te spljuva in pohodiš po parku. To se je bila izgodilo. In ko sem jih dal med, se je pol s časom, ko sem delal knjigo, je enostavno mi je pasal, sploh pa z naslovom in pol vse te anekdote, ko je tudi naslovnica iz ene anekdote, ko se je zgodila eni moji prijateljici. Te golobi, ko se dobesedno pristajajo v kremšnito in so pol celi umazani in tam imajo cel žur od hrane, ko ostane, ki je pa stalnica v Ljubljani, sploh poleti, ko pridejo turisti in pustijo na polne krožnike in ptice so na boljšem zaradi tega. Več in ko jih vidiš vsak dan, ko jih slišiš vsak dan, je težko, da jih ne bi dal v knjigo z naslovom Mestne ptice. No pa tudi ena taka, ljudje, ptice, taka metafora, ja. Vas, mesto, Ja, to je. V mestu so ljudje glasnejši, pa ne zdaj mislim, da kričijo, ampak vse je bolj glasno, medtem ko na vas je mogoče vse malo bolj umirjeno. Pa tudi da ljudje bolj kričijo, ampak ja, ni to čisto dobesedno, metafora je tako. Že to, tudi se vsi strinjajo, tudi kritiki, da se v bistvu Mestne ptice odvijajo na en tak zelo filmski način. V bistvu ena posebnost je pokadrovanje, veliko pozornosti namenjaš kompoziciji, preglednosti, temu, kako vodiš bralca iz sličice v sličico. To je en tak ameriški stil, je to v bistvu. Ni stil pripovedovanja, mogoče postavitve strani tabli
Ja, jaz se nisem šolal na italijanskih stripih, tako so Zador pa Dylan Dog pa to. Ampak sem prvič imel stik z nekim bolj resnim stripom, ko je bil ameriški, francoski strip in sem se od njih tudi učil in preposlušal od raznih avtorjev in prebral ogromno stvari, knjige, članke, vse, kar sem imel dolgo v roke. Zato, ker ko sem jaz začel risati, ni bilo, mislim, je bil internet, pa je bil YouTube, ampak ni bilo tako dostopno. Zdaj že vsak avtor daje na svoje Instagram profile, na Facebook, cel svoj proces, kako ustvarja. Takrat, ko sem jaz začel, sem si ful želel, da bi bilo to, da bi videl proces od nekaj avtorja, kako se to dela, da bi se naučil, ampak se pravim, vse, kar sem lahko dobil v roke, sem vzel in prebral, pregledal, se probal naučiti in sem študiral to. Zdaj, tudi če nisem hodil na faks, zato sem ogromno časa posvetil študiju, same kompozicije, razumevanju, postavitve stripa, zakaj so ene stvari, tako so velikosti panel oziroma sic, kvadratkov, kako bralca peleš čez stran, kako postaviš eno sličico, kompozicijo sličice, pa pol, da se sklada to za celo stranjo, ker je pač eno znano za tem, ogromno, ker mogoče marsikdo v Sloveniji kot stripar ne posveča toliko časa temu, ampak je vse bolj na prvo žogo. Zdaj mogoče delam krivico komu, ampak to je čisto moje mnenje. Tako da meni je to fejst pomembno. In ja, to so Američani in Francozi, so za mene top. Tako sem že nekje rekel, da je to tako nek NBA. To je to. Ja, tudi Prid do sodelovanja ja, s Francozi. prid do sodelovanja, ampak tudi, da bi kvaliteta mojega dela bila, da bi dosegla to enkrat. No, skratka, nič ni treba, da je to akademska izobrazba. S tem, kritiki te označujejo kot da je značilno za to akademski realizem, kar je pač na prvo žogo se to trčuje, glede na to, da pa si glih samo pa še zelo pozno si začel v bistvu. Ja, to je meni zmerno smešno čuti, ker tudi ko mi ljudje, jaz sam že uporabljam umetnik, jaz se ne smatram za umetnika, ker sem ilustrator pa striperiš. Zdaj, akademski realizem, to se je primilo, zato ker je nekdo to v eni knjigi uporabil, jaz sem spomnil točno kje, ko je opisoval en moj strip in se je primilo in ja, zdaj me to spremlja in bo po moje do konca življenja, jaz se ne branim tega, pač. Se lepo čuje, če se stripi zaradi tega boš prodajal, tudi prav. Ampak ja, realizem, jaz nisem začel pri realizmu, jaz sem začel pri dosti takem risankastem stilu, ker nisem znal drugače, ampak pol moja narava pri risanju je taka, da hočem zmerno biti boljši, zmerno več. Zmerno hočem biti boljši in ne prenesem tega, da bi ostal nekje in sem strašno zneveriran, če vidim, da ne napredujem v roku enega leta. To mi prinese cel kup enih frustracij. In skozi posegam više, probam biti više. Jaz upam se reči, da se to vidi pri delu, recimo od prvega stripa pa do Mestnih ptic, da se vidi razlika. In upam, da bo pri 10. stripu se videla razlika. Tako da stremim k temu, da bi bil vedno boljši. Ampak ne zaradi tega, da bi ljudem se zdel boljši, ampak da sam sebe zadovoljim. Ker sem taka sorta človek, da na koncu dneva mi ni važno, če mi reče 100 ljudi super zgleda, če jaz sam nisem prepričan, to zgleda fajn. Ja, ampak vseeno je pa fajn občutek, če veš, da je strip. Ja, normalno je, fajn je čuti. Zdaj, vprašanje je kar za oba, zdaj po pol leta že ve to, vsi vemo, čestna Slovenija, že ve, da je strip odlično sprejet. In tudi vi pa se ne bi strinjati, Anja, tudi ti pri založbi ste zadovoljni. Ja, mislim, z njim bi lahko bil boljši. Pač, mi smo,
Ok, leto je tudi tako, da ni dalo neke priložnosti, To je sploh spostno, Ja. to brez veze, zdaj sploh komentira s primerjavi s drugimi leti, ko ni, to je druga zgodba zdaj. Pač založništvo je tak posel, ko je vmes, med prodajo, pa med neko to privzdignenostjo, neko to višjo poklicanostjo, kar se knjig tiče, a ne, teda si v bistvu, če to resno delaš, si absolutno idealist, to ne možeš drugače tega delati. Po drugi strani pa veš, da boš znaš telo, no. Tako da to dvoje skupaj je ena taka kombinacija, ko se vrš natrenirati, no. Da te ne potegne preveč eno ali pa v drugo smer. Kar se mestni ptic tiče, mi smo zelo zadovoljni s tem, kako so se ljudje v bistvu odzvali na knjigo, ko tudi oni niso vedeli točno, kaj pričakovati. V Sloveniji, v tem domači javnosti je tako, da imam tak občutek, da je boljš, če je malo šes. Ko pa če je res orgi fajn, pa moš prav ti povedati, da je orgi fajn, to je tež težji iz jezika, to pa tam je nekaj zasrav. To je težko rečeš, da je tam nekaj zaskni. Mislim, pač ker lahko jaz rečem, ni ne zato, ko je naš avtor, ampak zato, ko pač fakat knjiga, mislim, nima to kaj, ne, pač je spucana nareda, jaz ne bi nič, zdaj po pol leta, jaz ne bi rekel, da naj kaj spremeni. Mislim, če bi meni zdaj praviš, jaz bi rekel, da ti posti, ko je, pač v redu, je. Tako da, pol, mislim, res mi majtni, no, ko recimo ljudje, ne vem, recimo pridejo ljudje, ko pa so že kupili knjigo, pa so že prebrali, pa reče, pa še enkrat kupijo še enkrat knjigo, pa mi da so da moramo, mislim, imamo vemo, poznamo tudi po imenih, a ne ljudi, ko večkrat naroča. In reče, ja, to vam se darilo, ko imajo in frajn, to res dano, ne. To so res tisti najboljši komplimenti, ko pridejo, niso mišljeni kot komplimenti, ampak ti lahko sam tako dojameš, ker so si zapomnili in mi je ostalo nekako. Tudi prodaja knjige je dobra, če čisto tehnično sprašuješ, tudi prodaja knjige seveda je dobra. Mi smo tudi sami sodelovanje z avtorjem, pa vsemi temi stvarmi, ko pol sledijo, smo zelo zadovoljni, radi sodelujemo tudi naprej, da smo stratali frendi in smo se glih za imeno, prej da smo prišla na kafeju, pač kaj bomo zdaj naprej, a ne? Da nam je to, mislim, to ti je najboljš, kar lahko kot založba, kar lahko imaš. Da imaš neko tako trajno sodelovanje, ko lahko na njega tudi na dolge proge računaš. Mi gledamo na Gašpera kot na našega avtorja, tudi se nam zdi, da je to, da je fajn, da je pri nam doma in smo veseli, da je. Da smo mi tudi veseli, da če je njemu fajn, pri nam smo isto mi veseli. To gre za neko tako vzajemno sodelovanje. Ja, ker že tega teksta Lige Vage knjige posebne potem, da je mogoče se trgate, borite, trudite, pa vam ratuje. Predvsem zaradi tega, ker pač Slovenci enostavno nimamo neke kilometrine, neke vzgoje, da bi posegali od nekdaj po tovrstni literaturi. A ne, ta žanr nekako še vedno pri nas ni sprejet spet kot poezija, romani, kratke zgodbe, karkoli. Ampak jaz res ne vem, pa smo sledi, koliko vlagate truda v to, pa tudi vem, kako se to vzgojo bralcev, pa ne samo vzgojo bralcev, zdaj ne vam tudi povem, da zdaj Anja ravno načrtuje vzgojo knjižničarjev, ker je tudi zanimivo, kako knjižnice v bistvu ne ponujam, bralcem je treba te riste romane pa stripe ponuditi, ker ko gre sam tam na predsednji 6, ko ponavadi stojijo med grafiko, pa tam ni kaj, no mi smo to, ta Lige Vage knjige Kotiček izpostavili, zdaj jezi nas samo to, da pač je malo manj obiska zdaj v tem letu, ampak verjamemo, da bo to zaživelo in res bi bilo fajn, da bi nam sledilo še več knjižnic in skratka, ne zaradi knjižnic, ampak zaradi ljudi, da bodo te knjige, ki so res izvrstne, prišle tudi do bralcev. Ja, veš, če lahko komentiram to je ful velik problem, ko ga imamo mi, ko ni največji problem to, da ti zbereš knjigo, ki se znam, da tiš program za leto, prevedeš vse to, se zmeniš tiskarni, greš pogledati papir.
najdeš budžet, zaprosiš za sredstva za sofinanciranje, dobiš se sredstva, dobiš prevajalce, dobiš avtorice, vse to se zmeniš, knjige zidejo, izkladiščiš, probaš čim več spraviti tako, prodati knjižnice, vse to zgleda, to je to, kar mi delamo. Brate, nije, ker pa moraš ti že knjige do ljudi spraviti, ne. In knjižnice pri tem so, da mi imamo sjajno mrežo v Sloveniji, ena najboljših stvari v Sloveniji, sploh obče, vsega. Poleg Potice je mreža splošnih knjižnic, ne. To bi mogli zaščititi, veš, tista jabolka navdiha, ker to bude, ali ne upam, da dobijo to knjižnice, tako kot bi to moralo biti posebej noter napisano, pa še mreža splošnih knjižnic. In nam je v interesu, da bi bralci in bralke dobili te knjige, ko išejo čtivo za sebe, ko se tukaj imaš približiti, da ne točno, kaj bi. In tako v tistih momentih je treba pobrati, ne, pa jim reči, a veš, ne, ker Vojko še vedno misli, tako si rekel, da je to hajzna literatura, če tako povem pač, da je to nekaj, kar je slab papir, kar nima nošivano, kar nima take kvalitete knjige, formalne, kot to, recimo, kar je pač nekaj, ko šta par evrov, pa potem ti to vykožiš, ko si fertik, In to ne bi moglo biti bolj zgrešeno, če gledaš naš program, pa še program nekaterih založb, to dela. To je čisto zgrešena pozicija, ko je bila prvenstvo nadaljujoča. To je nek predsodek, ko se vleče in ima res dolgo brado, tako približno kot Rama Matjaž, pa nič ne težko to ustrižeš, no. Kakor se matraš, tek bolj zelo raste. Eno od stvari, ko so ključne, tole so točno knjižnice. Zato, ko če ti v knjižnicah narediš knjige vidne, bo imele več ljudi, ko bojo posegli po njih, če bo več ljudi poseglo po njih, bo več ljudi imelo mnenje o njih, ali si jim je všeč ali ni všeč, eni ne bo všeč. Ampak tisti, ko bo všeč, bojo hoteli mogoče brati še druge knjige, a ne samo naše založbe, ampak ne splošno. In tako se bo širil in živel trg, pa bralski bazen. To je za nas ful pomembno in če tega ne moreš delati, če knjižničarke in knjižničarji tega ne berejo sami. In smo opazili, da to so take knjige, da so to opazili pri prodaji, da pač jemljajo obojezne izvode, pa da bo tam nek prevecejo sobo. Pač tam nek ena polica, ko jaz najdem, pa išem jo, pa brijem v knjižnice, pa jaz grem iskat namensko, pa jo težko najdem. Pa tam pa sprašujem, kje imate pa stripe. Ja, tam prevecejo vzadi, nek tam, tam nek za eno ujinek, pa tam odzadi, pa dol v klet, pa tam nek so. Mislim, a veš, pač bizarno je, ker ne dohaja ta pozicija knjižnice, ne dohaja razcveta žanra v zadnjih, 20 letih, recimo. In pol je problem, če ti knjižničarka ne bo svetovala tega, pa knjižničar, boš težje prišel do tega, ker boš težje najti, ranite face lulat, pa tam hodiš mi Bukora, pa če si kontinentni tisti bolj, verjetno pride bolj do tega čtiva. Ampak, veš, v končni fazi je to nek problem, ko je sistemske narave in ga je treba sistemsko reševati. Ja, in sigurno v bistvu smo stopili. Ampak, še to pa izhaja v Sloveniji, zdaj v zadnjih 5 letih, to je ogromna produkcija, to je bilo 5 let nazaj, tu pa tam, kaj smo dobri, ne? Mi imamo zamujamo, no. Ja, zamujamo. Mi imamo zamujamo, ampak zdaj je, recimo, prišlo tako, da mi recimo delamo, naša založba dela 10-12 knjig na leto, recimo, tega je nekaj pol natisov, ampak med 7 in 9 novih natisov. To pa veš, recimo, če je to zdaj 7. sezona, pa veš približno, kje smo, ne, začetku je bilo to majna, ne, ampak mi smo zdaj tam proti 40 knjig gremo, ne, od naslovu, mislim, brez pol natisov, s pol natisov recimo čez 50, po mojem že. Teda to je, mislim, če ne pogledaš, je to ogromna produkcija, da tako založba tako malo, pa je naša, recimo, pa imaš še enih par drugih, pa veš, kako je. Ja, no naša dejanja stala, ko je tako fajn, ko vedno, ko te srečam, potegne z rokava, kako zgodbico teh, predvsem kakih mladih bravcih, ne, s kakim, res, kako vehemenco znaš ti to povedati, ko pride kak navdušen mlad. Mi imamo zdaj malo pisarno, zdaj imamo 1 leto, pa malo pisarno. Mi smo bili zaštartali pisarno, ko se je ožgalo to, ne, zaprte. Ima se nekaj, zdaj imamo mi to plačano, najmenu, kot ne moramo zdaj vojnjer, če smo zdaj prišli, če bi na nekaj gledal, mi se ne bomo zdaj to zaprtega, to brez vese, mislim, srce, fejte, pač, ja ne, ko smo to zaprli, seveda, ampak smo fajn, pač, smo se oznali, da smo tam, a ne, pa da bomo takoj, ko bomo lahko odprli, bomo. In zdaj smo pa odprli, in zdaj smo res dejansko odprti 5 dni na teden, smo odprti vsak dan 4-5 ur, odvisno kak je urnik. In zdaj so začeli, mi smo, morate vedeti, to ni zdaj tek na cesti, neki, da ti greš mimo, ko greš na avtobus, mi smo tek da vrši raz iskati, ker smo fajni, da vrši ekstra jeti,
zato da nas najdeš, ne za eno, mi smo eni stolnici, čisto spoda, ne za eno odbil, tako da boš rekel, kaj greš, kar je super. Je rekel, ena gospa, eno soboto, ko ne bi smeli biti odprti, sem jaz tam v sedmi sliki zlaga, in sve avati, in odprte budalo. In sta prišla ena gospa mimo z zohno za čez vikend. In on je šel od spreda in je rekel, kaj je to? In je ona šla nekaj meter od zada in je rekel, postavljene knjige razstavljene, zgleda je knjigarna. In pa sta malo tih, da sem šel tam in pa rekel, slab plac so si zbrali. Veš, mi smo jih začeli tam. Jaz si se ti lobi troš, najebali smo ga, veš, to ne bo šlo. A si mislila, zraven, ko sem počela, sem si mislila, veš kaj, bom ti pokazal, ja, veš, ti prišla, če zdaj leto mimo, se bo te vedel, ja. In pa smo res pač, lepo se nas malo čudno gledali, kako smo se to naštoknali, pač, glih mi prišli tam za eno založbo, na eni strani, zraven nas je pralnica avtomatska, na drugi strani kolagen prodajajo, pa smo mi vmes, veš, tako je malo, da vidimo, no. In zdaj so začeli, pol se začela malarija tam v korpu bloka, ki je tudi, veš, tam se skozi, ta razplat se skozi dodaja, bloki, te smo skopali veliko otrok, ne. In so otroci začeli hoditi gledati, kaj imamo, ali. In pol se zgodi, recimo, da ne vem, zdaj je že trg, da zdaj že tek poznajo, da pridejo met, ali men se je v bistvu recimo pred kratkim zgodno nevredno, da sta prišla ena, dva brata, pa en še brat ne zna, en pa zna, en je pa tam v tretjem razredu šole, no, tako da verjetno hoče bere. In je mama prišla pa rekla, če lahko pride ta met, in sem rekla, jaz ja, ljubi, sve da, ne. In mi imamo tako mizo, pa da se lahko sede, in tako smo rekli, da bo da pogleda knjige, kaj imate knjige, stripe, da veš, kaj se sosedo in pol čez eno uro, res to ne zebam, res dejansko čez eno uro sem jaz rekel, a bi Marinovc? In sta vadila, ja, no okej. In pa sem izbanjka Marinovca, začela se približiti po Marinovcu, sprašala, zdaj sem real, niso še smer tam sedejo, vprašala mama, rekla, ampak no da imate, zdaj neko zumpe, vadbo, neki, pa nekaj sem skuhal, pa to, in ne vem, nekaj se bomo pol jedla, ne. In je šla mama nazaj in je prišla čez pol, te sta, skar 2 uri, pa tam, oni sploh brat ne zna stari. On je gledal, vse točke knjige, vse je gledal, on je bral tam, mislim, ko se ti to zgodi, ne, da pa če samo eno pudo tam najelo, dobesedno, ko ima 2 izložbi, ja, pa ko je ona bica rekla, ne bo, pa dobiš to, pa si misliš, ajde, vredne, se bo, in pa to pride, to, za nas je v bistvu to je patetično reči, da to za nas darilo, samo je bi veče, res je za nas darilo, da imamo možnost to. Ker to pa pomeni, da zdaj naslednjo leto smo naredili, zdaj smo naredili naslednjo, ko smo razponesli te žabce, ko so tudi slovenske avtorice, naslednjo leto, zdaj smo dali leto za šport za razpis za slovenske avtorje in avtorice smo 2 zbrali in bomo naslednjo leto pa imeli 2, pa Gašperja upamo, a veš, da skratka se uveča se tudi ta del. In to je najbolj, kar je lahko, da ti vidiš, da to, kar ti izdajaš v prevodih, dejansko nagovori publiko in da tudi tiste, ko delajo to, da jim pomaga, da pridejo oni, pa da tudi oni vejo, da je nekaj obstaja neko mesto, ne samo nas, ampak tudi mi, kjer lahko dejansko izdajajo tudi. To da ima smisel to. Še to, da se malo vrnem od mestnim pticam, še to vse bolj bomo končali, da dali še komu besedo. Jezik v mestnih pticah, to je fajn, da je, zdaj ko smo jih poslušali, ko je fajn vajo poslušati, ko te ponače, poveta, tudi v knjigi se to opazi, da je ta jezik pravzaprav potem tudi še podskrepi vse te zgodbe, ki jih različnim ljudem daš, ali pa mogoče pride malo bolj doživega ene stvari, sploh stvari, ki se dogajajo v Kotlu. Ja. Zdaj, jaz sem dobil enkrat samkrat komentar na dialekt koroški, ki je na to stripu od enega akademskega slikarja, ko je rekel, to mi ni bilo všeč, nisem znal brati. To je bil njegov komentar, pa sem videl, To se res tukaj v Ljubljani spomnim na otvoritvi razstave, takrat ko sta vidva govorila, pa smo imeli tudi maske, se veš, pa se še to ne čuje in sem čula zadnji komentarje, no ja, veš tam smo sedeli, v bistvu zastopni, Kak fajn, super,
imaš še bolj. Še bolj. Imaš še bolj. Naj se naučijo, kaj smo skozi služiti, pa zastopiti. A veš, mislim, naj se naučijo, kaj sem zato, ko nas je malo, kam briga, mislim, naučite se, prašite me, razložno. Jaz sem prišel v Ljubljano kot dijak in ko sem začel govoriti, je bilo to ogromna težava. Noben mi ni razumel, zato ker vsi očitno razumejo samo pravilno slovenščino. In sem mogel zmanjšati koroščino, pa na koncu je prišla neka celščina. Zato da sem lahko komuniciral z ljudmi, brez da bi me vsak nov stavek nekdo vprašal, kaj si rekel? A lahko ponoviš, prosim. In to bolj prije z leti, ampak meni se strašno dopada, da smo dali to v strip. Ja, ker meni se zdi, da to podkrepi, da to da dodatno. Ja, malo bolj pristno, vse smo malo bolj žmohtne. Malo je bolj, ne vem, meni se fajn zdi. Zdaj, ko smo prej ravno govorila, da boš še delal z videoagent, a ne? Ja. A se lahko nadejamo še vaških ptic? Ja, to je bila debata prej. Ja. Vaške ptice pa pol še mogoče kar del zraven, da bo vaške ptice bojo pa samo dialekte. Tega zdaj še ne delaš? Ne, še to je vse še v povojih, to je, zdaj se včasih gradivo v moji glavi in se sestavljajo stvari. Čez kak mesec, dva me začne hoditi na papir kot pač scenarij in pol se včasih začne odvijati na neko bolj resno stvar. Ampak zaenkrat so to samo taki kosi, ko jih probam skupaj sestaviti v eno celoto in neke zgodbe, ko mogoče bolj funkcionirajo kot druge. Poskušam dati skozi sito, da pol na koncu prije ven res tisto ta prava. Ampak se bo vse dogajalo na Koroškem, tega bo to kar za Ljubljaj. Super si, recimo to, ko se prašaš... Pa še Koroške postavil spomenite, ko si ga Ljubljani. Namreč mnogi kritiki zdaj govorijo, da si postavil. Meni se to zdi strašno lepo, če bom pa to naredil za Koroško, pa super. Ja, še naši knjižnici. Jaz bi to samo dodal, če da smem to glede dialekta, mi smo se pogovarjali o tem, ima to eno od njih stvari, ko debatiraš z avtorjem, kaj bi to naredili, kaj bi to rešili, in obema nama se je zdelo totalno presalo, da bi na Kotlah ljudje govorili zborno slovenščino pač. Jaz ne vem za enega človeka v Prejalah, ne vem za Kotle, ko ne poznam tega, za enega človeka v Prejalah, ne vem, ko bi govoril zborno slovenščino, a veš, in pomaš v bistvu dve stvari, ko jih tehtaš. Na eni strani imaš to, da takim akademskim slikarjem omogočiš lažji dostop do čtiva, na drugi strani imaš pa avtentičnost znotraj literarne tvarine. In ko to dvoje tehtaš, jaz mislim, da je popolnoma jasno, čemu daš prednost, Pač jaz osebno mislim, da se lahko človek dokler je živ uči, in da če pač nisi pripravljen investirati svojega časa pa energijo v to, da bi nadgradil neko svoje znanje, ko ga imaš, pa tudi če gre za neko dialektalno posebnost, zato ko jaz sem glipre smo zveš o tem govorila, da pač če ti imaš nekaj v knjigi, imaš zato ko ima to tam nek smisel. In to, kar ima, če ima to smisel, pol je popolnoma logično, da je to tam. In je ne moreš tega osporavati, ne moreš tega problematizirati kot ne vem, človek masturbira na svojem dialektu. Ne, ker ni on, sploh ni njegov problem to. Mislim, on bi lahko mirno napisal knjižni slovenščini, lažje bi bo. A veš, ker bi se manj matril s tem, da kak to napisati, da bo, a veš, pa s temi kak pa tak, ko smo imeli pol z lektorcev pogovore, kak to spraviti ned, da bo imelo kak spraviti recimo, pa on reče pesa, mi rečemo pesa, kazaj. A veš, pa smo na razni par kilometrov, to so take stvari, ko so res, ko so oni cukrički, ko jih imaš, ko že imaš naredil knjigo, pa se o takih stvarih pogovarjaš, ampak to se, kak se bota reči, je to, če želiš doseči in pri avtorju z takega formata, kot je Krajnc, je pač to, je atmosfera nekaj, kar absolutno je na najvišjem možnem nivoju v taki knjigi in če ti želiš doseči avtentičnost, pa pač mora jezik slediti tej avtentičnosti, tako da za nas recimo to sploh ni bo resno vprašanje. Mi da smo to bolj iz tega, kako bi rekel človek temu, uporabnega vidika ali kak.
Ampak smo oba dva, mislim, da nismo niti prvega kafeja še spijali, ko smo oba dva rekla, da ni šans, mislim, brez veze, to sploh ni debate. In res, recimo, jaz ne morem objektivno brati, ne, seveda ne, če sem vas ravno, Gašper tudi ne more, definitivno ne, ampak kar poslušamo publike od zuna, recimo, kar pride ljudje reči, pa to, jaz pa recimo nisem imela niti ene opombe na ta del. Je pa za mene, kot urednico, pa kot nekoga, ki pač odgovorim za ta del, ključen del za to, da jaz verjamem v knjigi kot celoti. Ker to nasprotje, ko ga ustvari, tudi z jezikom, pa samim premikom in prostora in to, vse to skupaj funkcionira. Teda zaradi tega, jaz mislim, da je to, teda v drugem delu, če bo cela, če bi hodila v celo okoroščini, se bomo malo pomatrali. Mogoče bo RTV Slovenija okoroščina. Kaj še bodo, tako? A bi dali zdaj mogoče vprašati besedo v publiki? Zanima me zdaj naslednja, ker se pripravlja, se nekaj pripravlja novega, ali se veš le zgolj posvečati temu. Ker prešilo me je, ne vem, mestne ptice, nadaljevanje mestne mačke. Ne, bojo kar vaške ptice, bojo. In se bo v bistvu dogajalo na vasi. Ampak nazaj bom šel v zgodovino. Bom probal neko orisati življenje na Koroškem skozi zadnje stoletje v ene 3 časovnicah. Super, to sem nekoli, da bi tak bil ful. Bo povezano z liki iz mestnih ptic, da bo kot neka celota delovala. Delovanje, se pravi, da je potem že kot komplet. Ja, kot neka predzgodba mogoče celo. Jaz bi še, imam za oba vprašanje, da ne bosta se skregala potem nazaj. Najprej me zanima, ali je scenarij za te mestne ptice nastal dokončno prvi, da smo se lotili dela risanja, ker ste prej rekli, če je že bil naslov mestne ptice, si moral namreč. Če človek kot pisatelj piše, veliko več teorija stroki raste. Ne morem si predstavljati, da bi se to dogajalo pri isto romanu. Tako, ko jaz delam, je davče tega, da je bilo po nekih pravilih, ko so že uveljavljeno, narejeno, da bi delal na nek klasičen način. Imam kot scenarist in kot risar, imam ogromno enega lufta okoli in prostora, da lahko stvari malo spreminjam, pa dodajam, pa dajem stran druge stvari. Tako da naslov mestne ptice je bil na začetku narejen čisto iz tega, ker je ena ptica mi šla na balkonu strašno na živce. In pol je bilo treba sam nekot to vse skupaj, kar sem imel v glavi, te kratke zgodbe in to spraviti v celoto. In ta naslov je naravno pasil zravno. Ni bilo zdaj, da sem zaradi naslova naredil knjigo, ampak je to se vse skupaj poklopilo. Jaz na začetku je bila ideja, da bojo to kratke zgodbe, ampak se mi je zdelo pol tekom tega procesa izdelave same zgodbe in stripa, ker jaz to delam hkrati. Jaz rišem in pišem skupaj, zato ker moram ne zdaj končne risbe, ampak skice in to. Tako da se je to vse skupaj poklopilo v procesu dela in ko me Anja vpraša za naslov, je rekla, čez 2 meseca, še 2 meseca imaš cajt nekaj takega, da mi poveš naslov, sem rekel, ne rabiš, jaz že vem naslov. Mestne ptice, zato ker mi je to skupaj pasilo. Jaz, ko delam te zgodbe, si jih pišem, določene stvari in pol ko imam mogoče težave pri izberi, naprimer, naslova, pri tej, hvala Bogu, nisem imel težav, lahko grem in pogledam svoje zapiske in pol tam ven vzamem, če mi paše, ampak tu, kot pravim, mi ni bilo problema, zato ker sem imel konstantno ta naslov v glavi in sem vedel, to bo pasalo v tej zgodbi. Jaz upam, da sem odgovoril. Ja, s temi pticami je sploh piš za
Wolfa velja, da je v njih galinskih točkih preskladu, so da to mogla, da spuško vodo klopa iz trema. Ja, jaz sem smetlo. Na balkon, ampak mi je bo žal po prvi, ker je odletela na drevo zraven balkona in me je ful žalostno gledal, češ, kaj sem ti naredil človek, da me je Luis zmetlo. In sem bil tako, nikdar več. On pustil naj poje tisto svojo petje, čeprav ni bilo glih petje, bilo bilo kričanje. Tako da ja, ampak včasih, ko je težko, ko si v nekem malem stanovanju zunaj vroče in tako in se ti nekdo tam dere na polno, prav kričanje, ono vreščanje, bi najraje ustrelil. Ja. Anja, tole moram zdaj vprašati. Še prej, da sem prišel na ta dogodek, sem doma še enkrat gledal, kaj je s tem imenom moje, bom tako rekel, založbe. Naše, ni samo moje. Na spletu je zapisano, da je to na ime založbe, ki je največkrat narobe zapisano. Kaj sploh pomeni naslov? Ne pomeni nič, v bistvu. To je ena taka privatna šala, iz ene take privatne šale, to je šlo stare. Jaz sem, ko sem začela delati, moje prvo delo, tako resno delo, na dolgi rok je bilo pisanje za Večer. In najprej sem tam sem bal v kulturnem, tam odseku za kulturo in sem najprej delala, da sem hodila na tiskovne konference, napisala poročila, pa to predtem sem bolj začela pisati kritike gledališke. In tam sem, mislim, da ko sem pisala neko gloso ali nek zapis, neko kolumno, mi je šlo strašno na živce, kako so knjige drage v Sloveniji in sem gotila, da so drage, predvsem tiste knjige, ko so trde platnice. In sem nekako napisala, da bi bilo super, če bi bilo več knjig, ko bi bile vige, vage knjige, zato da bi bile take, ko bi bile bolj cenejše in zakaj klasike v Sloveniji ne izhajajo v taki vige, vage obliki. In ne vem, to je pač čisto neka taka hitna šala, ko sem jo pač napisala in ljudi so objavili, ker je pasala v kontekst, je šla čez to uredniško sito tam in meni je ostalo to v glavi kot neka ideja tega, kaj bi, nisem takrat vsaj nasanjal se mi, da bi mi katerkoli lahko imeli založbo, to je bilo meni nepredstavljivo, pač sem mislila, da to ne more, sploh da ni možno. Pa ko smo enkrat prišli do tega, da smo ugotovili, da bi pa vendarle probali, če je možno, čeprav so nam vsi govorili, da bi mogoče te znala prekorbi rajško, ko da začne, ker nima res rajška sem slišala to, če smo zirani, pa če bi mogoče prekorbi na rajško, da to delamo, pa sem se celo sposobila malo od staršev tam v zadnji, ker ga nisem imela. Teda, ko smo to delali, je bilo treba pač se zmeniti, kak bo logotip, kak se bo rekel založbi. Tukaj sem rekel, Gašper, pač 2 meseca cajta imaš, da poveš, kaj hočeš, da je knjigi naslov. In je Gašper rekel, pa saj živim, ne rabiš mi, ne, takoj mi povedal, tisti isti moment mi je povedal, kako se reče in smo ti je to ostalo. Tako je bilo pri nas tudi, ne. Mi smo se menili, kako bi, to skupaj smo se dobili, smo se menili, kako bi to zgledali, sem rekel, jaz bi predlagala, da se reče knjige, pa če je razkup napisano. In pa so mi isto tako, ne. In pa se malo razložila, kaj bi to pomenilo, pa kakaj je to politika od zadnji, pa da je to neko politično, da je to nek statement, ne. In pa so bili tako, ok, če nam nič božga ne opadlo na pamet, pa to ostalo. In pa je res to ostalo in zdaj vsakič, ko moram razlagati, še zmerom zdaj, po 7 letih še skozi črkujem, ne. Pa je skup napisano, a ni viga, vaga, vigi, vugi, mislim vse, kar si, sam ne, tako je res, ne. Ampak vse to je čar tega, pač da ostaješ mlada, ne, da pač zmerom znova moraš povedati, kak ti je ime, ne. Še to moram dodati, prosim, takoj bom te pustil k besedi. Ta tvoja načelnost mi je zelo všeč. Vse tisti, ki te spremljamo, vemo, kakve so tvoje drže. Ampak kako pravzaprav dosledno temu slediš tudi, kar se tega uredništva tiče. Prej si rekla z Gašperju, če urednik avtorju nima ničesar priložiti in povedati, potem pravzaprav ne potrebuje in lahko izda samo založbo. Ti si izdala, zdaj pa ne vem, imam prav vse svoje 4 knjige samo založbe. 3. V bistvu, ponatis druge, ko niso hoteli pri mladinski knjigi, pa je več izdati, ko je bila knjiga doma nagrada, da boje pa niso hoteli ponatisniti, tako je malo, pa sem rekel, če bi pač lahko mogoče videti ste ponatisnila, če pač oni ne, pa mi je to dalo misliti, da mogoče pa tudi 3. pa 4. lahko. Ker je tudi lansko letna je bila odločena za najboljšo slovensko knjigo, je tudi išla v samo založbo. Ja, je isto. Ni to zdaj zato, ko bi smisla, da
so vsi uredniki slabi, se delam, ko prevajam, v končni fazi ne prevajam, sam za našo založbo prevajam tudi za druge in tam delam z uredniki seveda, ali pa z urednicami. No. Ja, ampak pri moji poeziji je to, gre tole za skupek več dejavnikov, ampak ja, ker pač jaz delujem na večjih področjih, je eno področje pač tudi to, da delujem kot urednica založbe in tam meni je res iskreno rečeno, res bi rada, da ne bi izpadlo patetično, pa ne vem, kako je to drugače povem, da ne bo izpadlo patetično, meni je res v čast delati v taki španoviji, no, v takem sodelovanju, ker sem se jaz res toliko naučila od Gašperja skozi ta delovni proces, ker sem imela možnost v bistvu slediti, kako nastaja neko delo, ko ga jaz recimo sama ne bi bila nikoli sposobna, nisem nobenega talenta, absolutno nobenega talenta za risanje, ne, popolnoma nobenega, ne, tako res, mi smo se imela odkrsko, pa se jaz povedala, da jaz kocko, ne znam, kocke naristovali stranski ris, ne znam narisati, mislim, jaz imam problem, imam to, pač imam se naučiti, ampak medtem, ko Gašper je sposobna delati narediti to, ne, in iz tega neke take situacije, ko ti vidiš, da nekdo izjemno talentiran v nečem in da lahko ti v bistvu pomagaš, da si ti kot ena dula, no, da ti tek pomagaš, da lahko tam, kjer te nuca, pa skočiš, pa podložiš nekaj, ali pa ne, to je nekaj, kar se moraš naučiti. To ni neka stvar, ko ti nekdo reče urednik, ali pa urednica biti je tek pa konc. In jaz sem imela zelo srečo, da je res izjemno srečo, da je Gašper tako je in da sem lahko tudi jaz delala napake pri tem procesu in da mi je bo to isto grvzeto, no, da ni bilo, da nisem mi dobo, jaz popuklu v njega kao, ja, pa to bi mogla teh pa nisi, ampak je bilo to z obeh strani sprejeto na tak način, kot mi dva delamo skupaj, ne, se pravi, če delamo, lahko tudi grešimo na nek način, ne, lahko tudi kakve stvari ne bo šle glih v redu, no. Ampak hvala Bogu, moram reči, da jaz sem s končnim rezultatom, tako je, pač zelo zadovoljna in moram reči tudi to, da mi pri založbi vsi, ni to, kot rečem, to ni moja založba, jaz sama nisem nič vredna tu. Jaz res, teta založba, če ne bi bilo ljudi, ko delajo zraven, nemogoče, jaz ne morem sama delati, ni možno, to je res delo skupine in tudi lastništvo skupine, ne, to ni moje. In smo vsi absolutno navdušeni in v bistvu zelo spoštovani gledamo, da to je išlo pri nas. Ker mi vsi vemo, da bi lahko šlo tudi kje druge, obstajajo druge založbe, ko bi tako isto to izdale in to takoj. In dejstvo, da je išlo pri nas, si štejemo kot čast. Absolutno, brez neke lažne, mislim, brez neke patetike tu. Teda, kot rečeno, to, kolikor je naš prispevek bil tu, ne, je bil v bistvu bolj, kako ne rečem, pomoč ali neke vrste, neko to, kar pač se od uredništva pričakuje, če je aktivno, no, Ja, zdaj pa bi jaz tudi to rekla, glede na to, da je prva risoknjiga. Risoroman. Risoroman, ja, pardon. Bo to verjetno predstavljeno tudi na knjižnem sejmu. Bo bi, ne. Verjetno, Ljubljani, Cankarjev domu, pa še mogoče Bologni, pa Frankfurt. Strašno imamo radi, slovenski knjižni sejem, obožujemo, še posebej to organizacijo, kakršni je bil doslej. Mi trudimo se, da bi knjiga delamo na tem, koliko bi lahko, da bi knjiga išla v tujih jezikih, tudi se pravi na tujih trgih. V Bologni so slikanice, da tam je nebo, na Frankfurtu pa delamo na tem, da bi, ja. Tam bi zelo radi, trenutno delamo na 2 jezikih, ker smo rekli, da bomo enega po enega šli. Zdi se nam, da ta knjiga lahko popolnoma enakovredno funkcionira in na nemškem trgu in na francoskem trgu in smo zato naredili oba testna prevoda prvih nekaj strani, plus zapis o avtorju v knjigi in to kot en paket razposlali pač francoskim založnikom zaenkrat in čakamo pač na odzive, delamo zdaj, kar smo končali tudi nemški prevod pa postavljanje, da imamo tudi testni prevod. Pričemer pa je to tudi prva knjiga, s katero na tak način smo tudi že z vinetami naredili nekaj korakov, pa tudi tam čakamo. In to je zdaj pač prvi risoroman, pri katerem se tudi mi učimo v bistvu prodajati pravice v tujino. Tako da res upamo, da nam bo, res bi radi, no, da bi nam uspelo vse v enem od teh 2 jezikov, ker to sta pač trenutno jezika, s katerih mi tudi največ kupujemo, pa največ prevajamo. Tako da nas poznajo. Ja, mislim, predvsem za avtorja, ne.
Založba tam nima kaj, ko enkrat proda pravice, je bolj pač tista založba, matična založba v tisti državi naprej ureja to, pa tudi prevod pa to. Ampak predvsem za avtorja, ki bi radi, da bi imel možnost širšega trga, bralskega trga, kot ga ima tule. Še jaz pa bi se našto čestitam tebi in založbi Iskari in vsem se tak efektni izdelek naredili. Zdaj to debato poslušam, na nekaj godina turistov, bi rekel, da opažam, da če rečemo vizualni ustvarjalci in naprej, da se res ta stil že naredil si postal prepoznal, ne stilu, kje najdem kakva različica na Facebooku, da se spet naprej, kar je zelo pomembno. To je ena od pomembnih, ni bistvena, pa zelo pomembna prepoznavnost avtorja. V striku še tudi teže na ta način preživeti, ker je praktično več ali manj se ukvarja z nekim realističnim prikazom, si je rekel, da se da tudi celo malo, da se te v predalčkari, si je rekel, akademski realizem. Seveda je več načinov taj nik. No, bi pa rekel tole, knjiga je tak tipično koroška, mislim, ima povezave, ima neke povezave z nami, ki gor, bom rekel, barvno, ko si gre eno, je v moru, slika je barvno je mor, stoje tudi glasbeno, in je, se pravi, malo spomnil tudi na naše slikarje koroške žadna poleta. Druga stvar, ki mi je tak tudi veže na naš konc, je ta kant avtorstva. Kant avtorstva je ena taka stvar, ki je za Koroško zelo značilna. Jaz ne vem, malo ljudje po Sloveniji mislim, da je komu več Koroški regiji kant avtorjev. Se pravi, podarek na tem sam bom svojo idejo povedal, ti sam bom svoj art strip, ali jaz ga imenujem art strip, se pravi, napisal zgodbo, jo narisal in tako naprej. Prvi, res, ker moram zelo pohvaliti, zdi se mi tudi dobro, da je to našo spektra različnih umetnikov, ki se z različnimi poli umetnostmi, vizualnimi, govorim zdaj na Koroški regiji ukvarjajo, da v bistvu tak strogo v stripu noben je bil, mislim, da je Horjak Ciril malenkost se tudi za stripom ukvarja, vse zdaj ne vem, nima. Vse kar, ja. Vse kar. Ali je druga neka niša. In tako tudi močno v teh stvareh. Tega, da je všeč, da tudi ta segment ustvarjanja postaja vedno močnejši tudi na našem koncu. In ta ideja o tej državne knjige se mi zdi super. Se veselimo, da bomo videli. Moš pa tudi za nalašč pišeš v knjigi slovenščini. Mogoče, vse se rekel, da je mogoče, da pa celo v te... Tema veliterja jezika, ne bo nikoli. Ja, mogoče, da ne bo preveč grobo. Mogoče vmežnici bo prevalja. Najlepša hvala. Hvala. Jaz bi samo še tudi, da bomo vsi imeli pravo predstavo, koliko časa se pa potrebuje, da se naredi takšno. To je verjetno veliko. Zdaj, samega risanja, ko se enkrat lotiš, da sem se lotil. Da smo imeli zadnji od... Recimo, da sem glavnino, ja, pol leta je bilo recimo vsega skupaj, ampak glavnino sem stisnil v zadnjih 3 mesecih. Ja, sem to bilo tudi tako, da to je bilo koma kaj spal, ne? Krisen švicar, to besedno. To je bilo... Zadnji dan lahko povem, da sem delal 36 ur skupaj, brez spanja.
Ne pretiravam, to je bilo res. To je res na koncu tega, da nisi več, da je bilo tek po telefonu, zdaj bi počasi tik se nam skopadu po moje pedal do konca naredil. Nek še tisti na koncu, kar vrži. Res je, mislim, to je bilo res to, da rečeš, da si 3 mesece, zadnje 3 mesece, to je bilo res tako, da nisi nič, mislim, da te ni bilo za svet, drugače, da si samo to. Je kar zahtevno delo, tudi da glavnina je bila v zadnje 3 mesece, prej je bilo risanje recimo 3 mesece bolj sproščeno, zato ker se nisem zaletel preveč. Nisem se hotel zaleteti v zadevo, da bi izgubil kondicijo že takoj na, oziroma moč, energijo takoj na začetku, ampak sem si pustil tista glavni del, ko sem vedel, da mogo zagrist za na konc. Ampak vsega skupaj je bilo, pa cela knjiga se je pa razvijala malo delje, pa leto pa pol, 2 leta mogoče. Ampak Anja, samo to še pokojna doktor Zidka Zorko, ona bi bila pa zelo, zelo ponosna za to, da je vse to v tej naši Koroščini, ker je bila tudi ona iz Kaple doma. Ja, in je to skozi promovirala, uporabljajte dilekt. Mislim, vse se nama tudi obema čuje, da mi to, če bi hodila, ne bi mogla. Pa tudi, vse za sebe lahko govorim, da niti nočem. Ampak, ne vem, če gledaš v knjigi, je raba dialekta nekoliko drugačna, malo odstopa zaradi tega, ker je pač treba dati to pismenke. In bojazen, ko je jo recimo, kjer smo lik, ki se pogovarjali z lektorico, je bila, da je ta odstop, ko enkrat ti vidiš dialekt, ko ti slišiš dialekt govorjen, ali pa ko ga vidiš zapisanega, je tu ena stopnja odmika, ena potujitev vmes deluje. In boje je nevarno, da bi ta potujitev požrla dramaturgijo v tistem delu. Je pa tisti del vsebinsko ključen in je iz tega vidika, je ta nevarnost se meni zdi pa zelo realna. Ampak, ko smo se pogovarjali, kakve so prednosti pa slabosti obeh možnosti, ali pa več možnosti, če bi, ta možnost, da bi uporabljali isti govor kot sicer, itak je odpadla, ampak ko smo govorili, kjer možnosti sploh imamo na razpolago, smo v končni fazi gotovi, tako nimamo drugih možnosti na razpolago, če hočemo biti avtentični in zvesti temu, kar se tam dogaja. Tako da mi druge opcije, tako smo nismo imeli. Je pa res, da knjiga, če jo pozorno berete, nima samo tega dialekta, ampak se tule avtor pravzaprav tako napolno načuje iz slenga, na neki točki, in to je točno to, kar je prej razlagal Gašper, da je sedel pa poslušal ljudi, ko govorijo, to se zelo vidi, da človek upravlja toliko poklicov, ki je Gašper upravljal, recimo, te naredi, in to, da toliko sediš pa poslušaš, te tudi naredi, in vidiš človeka, ko je sposoben to, kako opazuje, prav prenes, da imamo notri od najbolj klene hipsterajne ljubljanščine do pač pogovorne slovenščine, do koroščine. Mislim, več teh leg je in okoli tega smo se precej zabavali. Mislim, smo se prezabavali, da je vse prav napisano in to, da tudi funkcionira znotraj tega. Ampak ja, definitivno je bila koroščina nekaj, kar ne more izostati. Jaz se ves čas zadržujem s tem vprašanjem, malce točnim, ampak ok, če smo načeli, če bi začel to, koliko nekaj časa pa energije potrebne vložiti v to, me se zdi predvsej dosti, če so to samo 3 meseci, 24/7, jaz da več štajsko regijo, tudi predstavljam, ampak se vsem spoštovanjem do Koroške in ljubeznijo, sem prav vesela, ko smo se vozila po tej strani, limosednice pa čez minuto pa to. Glavno, s čim se pa, mogoče nisem ujela prvega dela, sem bolj s čim vse si se ukvarjal, s čim se pa zdaj ukvarjaš, recimo, kar se prišel, če si predstavljam, da glede na pozicijo umetnika, oziroma kulturnika, za katerega se sicer sam imaš rekel, da ne. To. Ja, obrtnik,
Samo zaposlen v kulturi, rišem zgodborise, storyboarde za agencije, zdaj bom celo tajne knjige za eno ameriško založbo, mislim, da v Ronaldu Reaganu. To ti bo pa Ja, fajn. super, bo. Heroes of Liberty, mislim, da. Mati mi rado. Tako da bom kar pestro. Pa tudi neke, zadnja stvar, ko sem jo delal, je bila ilustracije za učbenik za srednje šole za slovenščino. Tako da sem, lahko rečem, polno zaposlen z ilustracijo. To. Pa upam, da bom enkrat polno zaposlen sam za stripi. Ampak glede na trenutno situacijo sem lahko sam zadovoljen s tem, kar imam in s poslom, ki ga imam, tako da se nimam na čem pritoževati, pa javno rad. Ja, teda, če zaključimo, to je bilo lansko leto, kljub temu, da je bilo tako hudo leto, je bilo za tebe. Pa mogoče neki, kako fajn leto, ne. Ja, si delal pridno, pa še tak fajn izdelek nastal in tudi za Anjo in njihovo založbo je bilo kar v tem smislu super leto. Jaz zdaj mislim, da bomo mogli zaključiti, ker je bo vsem. Povabljeni lepo, da si gledate razstavo, Gašper vam bo tudi podpisal, ali so romanči, da boste si nabavili za sebe. Seveda pa želimo mestnim pticam najboljšo pot med ljudi, tudi prevodom, super prevoda naj bo ta oba in naj bo te lepo sprejeta. Hvala vam, da ste prišli, hvala vam, da ste prišli. Hvala malo Koroške še zelo. Evo, Gašper. Hvala. Hvala ti pa. Čakaj za vode. Ja, še se. Tako da jaz bi bila zdaj ful vesela, če bi vas lahko nekako kratko pogostitev povabila, ampak vsaj razstavo si lahko pogledamo v miru pa da.